Spoštovani državljanke in državljani, dragi Slovenke in Slovenci. Ob dnevu reformacije slavimo kulturno in duhovno dediščino, ki je Slovencem omogočila enega pomembnejših korakov na poti k oblikovanju našega naroda. Reformacija, ki se je začela v 16. stoletju, ni bila zgolj versko gibanje, temveč je v slovenski prostor prinesla temelje za slovensko jezikovno in kulturno osamosvojitev. Katekizem, abecednik, prevod Biblije v slovenski jezik in vse, kar so ustvarili Primož Trubar in njegovi somišljeniki, nam je omogočilo oblikovanje naše narodne biti, ki je postala nezamenljiva in neodtujljiva. Hkrati pa so ta dela pokazala, da lahko beseda s svojo pripovedno močjo pomaga človeku in spremeni družbo, kar velja še danes. Reformacija, ki je Evropo zaznamovala z velikimi verskimi, kulturnimi in družbenimi spremembami, nas nagovarja z naukom o pomenu izobraževanja, o svobodi misli in izražanja, ter o tem, kako pomembno je, da vsak posameznik in vsak narod išče svojo pot k svetlobi, znanja in napredka. To sporočilo je tudi danes zelo aktualno. V času hitrih sprememb, tehnološkega napredka in številnih novih izzivov je še toliko pomembnejše, da ohranjamo vrednote odprtega dialoga, spoštovanja različnosti ter si prizadevamo za družbo, kjer ima vsak posameznik možnost razvijati svoje potenciale. Ob današnjem prazniku se spomnimo vseh tistih, ki so s pogumom in vizijo utirali pot naši jezikovni in kulturni dediščini. Reformacija je bila začetek dolgega procesa, ki nas je kot narod oblikoval v to, kar smo danes, odprta, učeča, samozavestna in raznolika družba. Naj nas duh reformacije tudi danes vodi pri naših odločitvah in prizadevanjih za boljšo prihodnost. Iskrene čestitke ob dnevu reformacije.